bistvu dal vedeti, da so vsi scenariji, o katerih je govoril prejšnji teden, skratka od torka dalje, še vedno odprti. Kaj to pomeni? Ja, on je v bistvu pričel prejšnji teden v Ormožu, če se spomnite, z najavo, z konstatacijo, da so rezultati nedeljskih glasovanj, kot je rekel, slabi, da so razlogi, ki so do tega pripeljali, zaskrbljujoči in da pušča odprte, kot omenjate, vse scenarije, vključno z odstopom. Zdaj, ta zadnji možni scenarij doslej ni prišel poštev. Uporabil je nek drug vzvod, to je preveril je zaupnico pri koalicijskih partnerjih. Bom rekel, za to potezo ne bi bilo potrebno, pravzaprav, da bi ta teden se na tak način, bom rekel, politika ukvarjala sama s seboj. To ni bilo dobro, to bi lahko naredili tudi na posvetu koalicijskih strank. Zdaj, katere druge scenarije še imel v mislih, ne vem, kolikor pa pušča v igri, kar je večkrat poudaril tudi možnost svojega odstopa, bi bilo prav, da je glede tega, bom rekel, bolj nedvoumen, da tudi zaradi in predvsem zaradi svoje ministrske ekipe, ki in s tem se strinjamo, je pred zahtevno preizkušnjo, da bi jih ne puščal v tej negotovosti, ki ni dobra. Namreč vsakdo ima pravico do odstopa, nikomur ni mogoče tega oporekati. Seveda je lahko vedno polemika o tem, ali so razlogi, ki jih za to navajajo, verodostojni ali ne. Jaz verjamem, da se je predsednik vlade odločil za to, da ne odstopi, ampak da gre v parlament po zaupnico koalicijskim partnerjem, tudi zato, ker je ugotovil, da so razlogi, ki jih je navajal v prid morebitnemu odstopu, neverodostojni. In bilo bi dobro, da ne bi te negotovosti podaljševal, da ne bi slabil trdnosti vlade, da ne bi sprožil špekulacijo o tem, dokler bo ta vlada še opravljala svoje delo na, če ne tako rečem, polnokrven način in da se skratka odpove grožnjam z odstopom, ki je vedno možen, ne sme pa biti zlorabljen za to, da se bodi si vzdržuje neko latentno krizno stanje, bodi si za discipliniranje koalicijskih partnerjev. Temu služijo drugačni vrste razgovorov in kar zadeva opozicije, sem pa že omenil, v zvezi z Evropsko unijo, vodenje Evropske unije, bi bilo korektno, da podpisnike sporazuma povabi in se tam odprto pogovori o vseh problemih, ki jih mora biti vidi. Lahko včerajšnje glasovanje pravzaprav interpretiramo tudi kot preverjanje enotnosti slovenske politike pred predsedovanjem Evropske unije? Jaz mislim, da ne. Predsednik vlade je v obrazložitvi predloga za glasovanje zaupnici na to namigoval, vendar glasovanje zaupnici ni vzvod, kjer bi se to lahko preverjalo. Namreč Slovenija je v preteklosti, v tej relativno kratki zgodovini, v tem se vsi strinjamo, dosegla zelo veliko. Projekti, ki jih je slovenska politika v tem obdobju zmogla, v različnih vlogah so se znašli praktično vsi, tudi vsi današnji akteri, bodi si na vladni, opozicijski ali kakršnikoli drugi vlogi, je povsod zmogla ne doseči neko strahotno enotnost, ampak neko soglasje, temeljno soglasje o pomenu teh projektov. Samo vključevanje v Evropsko unijo, sama predpristopna pogajanja, sama prilagajanje evropske zakonodaje, doseganje konvergenčnih kriterijev v zvezi z evrom in tako naprej. To so vse bili projekti, ki so bili vsebinsko na ravni sprejemanja odločitev še bistveno zahtevnejši od samega predsedovanja. Predsedovanje Evropske unije je zahtevno, tehnično opravilo, ki pa vendarle ni povezano s sprejemanjem izjemno težkih odločitev. Je naporno, je zelo delovno intenzivno, vključuje množico sestankov in razgovorov na zelo različnih ravneh. In če je slovenska politika zmogla bistveno težje projekte, tako zunanje kot notranje politično speljati, brez kakršnih koli posebnih sporazumov, ampak s tem temeljnim
soglasjem in brez tega, da bi se opoziciji javnosti komorkoli oporekalo pravico, da ravna kritično tam, ker presoja, da je treba ravnati kritično, ni nobenega razloga, da bi razglašali predsedovanje Evropske unije kot stanje izrednih razmer, kjer bi bilo potrebno omejevati, če ne tako rečem, državljanske svoboščine, javno besedo, reducirati nadzor vlade. Vse to bi bilo globoko v nasprotju s tistim, za kar pri našem vključanju v Evropsko unijo gre. V Evropsko unijo smo šli zato, da dodatno zavarujemo te pridobitve demokracije, ne pa zato, da bi v času, ko predsedujemo Evropski uniji, v Sloveniji to postavili malo v oklepaj. Skratka, mislim, da ni bilo v resnici nobene potrebe za to vrstno preverjanje. To soglasje obstaja, z naše strani se naš odnos v ničemer ni spremenil in želimo, da vlada odgovorno nalogo, ki je bila naložena, na katero se toliko časa pripravlja, tudi opravi. Sem še tole z moje strani vseeno ste omenili, da je premijer namignil, da je šlo za neke vrste preverjanje enotnosti pred predsedovanjem Evropske unije in glede na to, da niste vi podprli zaupnice vladi, to pomeni, da si bo lahko vlada ob morebitnem uspešnem predsedovanju Evropske unije lastila izključne zasluge za to uspešnost. Jaz ne dvomim, da bi to naredila v vsakem primeru. Temu so vlade običajno nagnjene. Morda tudi zato doslej podpisnic tega sporazuma niso čutili za potrebne kakorkoli obveščati o poteku priprav ali se z njimi posvetovati o katerikoli dilemi. Vendar nas te prestižna vprašanja, komu od strank, komu od politikov se bo pripisovalo večje zasluge, niso zanimale. Niso nas zanimale ne v preteklosti, tudi prejšnjih vlad ne in tudi v tej situaciji ne. To je projekt, ki je pomemben za Slovenijo, zato bi bilo dobro, da se tudi predsednik vlade na tak način do tega obnaša. In predvsem ni nobene dileme, da slovenska javnost, na koncu volivke in volivci, kolikor gre to že za neko volilno računico, bodo znali zelo dobro porazdeliti zasluge, kritiko in vse drugo, kar to vrstne projekte, pa tudi celoten mandat delovanja neke vlade in opozicije spremlja. Tako da jaz nimam težav nobenih s tem, da si vlada lasti tukaj zasluge. Operativne zasluge ji absolutno tudi gredo. Želimo si, da bi bila pri tem uspešna, ker, kot je bilo včeraj sicer tudi rečeno, ne gre samo za vladanje. Predsednik Janša je pozno po noči le komentiral, kar je počel čez dan in je rekel, da v prihodnje pričakuješ naprej nagajanje opozicije. Tega nagajanja bo bistveno manj, kot je bilo v času, ko je bil on vodja opozicije in je Slovenija vodila bistveno napornejše projekte, kot je vodenje Evropske unije. Ta zagotovila ima, prav bi bila, da ima enako merilo za vse. Jaz vam tu ne bom postregel statistiko, ker sem jo v teh dneh omenjal, koliko je bilo v prejšnjem mandatu izrednih sej, interpelacij, referendumov, vsega tistega, kar pač ima opozicija na razpolago, da opozarja na kritične momente. Tako da mislim, da je izraz nagajanje sam po sebi dovolj zgovoren in da kaže na neko nerazumevanje, ki si ga predsednik različnih vlog in tudi institucij v parlamentarni demokraciji, ki si ga predsednik vlade ne bi smel dovoliti. Ne gre za nobeno nagajanje, gre za odgovorno opravljanje dela, ki je bilo različnim subjektom v politiki naloženo, zaradi katerega so tudi tu, na prizorišču, in ocena o tem, ali je kdo to zlorabljal, ali je v tem bil pretiraval, ali je bil v tem nedovolj aktiven, ali je nagajal, ali je, kaj ne rečem, se skrival, o tem bo zelo merodajna ocena izrečena na volitvah prihodnje leto. Deloma je bila verjetno tudi ob teh znamenitih nedeljskih glasovanjih in mislim, da predsednik vlade vendarle bi veljalo, da tudi temu prisluhne na način, kot je prisluhnil kritikam v zvezi s šolsko zakonodajo in tudi v teh drugih primerih ravna bolj konstruktivno.